Vsakoletni občinski praznik je priložnost, da se s ponosom ozremo na izjemno bogato, več tisočletno zgodovino našega mesta, katere dediči pa tudi varuhi smo. In seveda je to tudi priložnost, da se ozremo v bližnjo preteklost, recimo od lanskega praznika, ocenimo sedanjost, pogledamo, kaj nam je uspelo narediti, smo na to ponosni in se tega še enkrat veselimo. Verjamem, da vas velika večina seveda to pozna, ampak čast in priložnost zahtevate od mene, da se na kratko omenim nekatere stvari, na katere smo velično ponosni. Lanskem letu nam je končno uspelo predobiti mestno jedro, ki je lepo, ki postaja živahno v vseh ozirih, s tem, da smo že takrat povedali, da je narejen šele prvi korak in da nas čaka še precej dolga pot do tistega končnega cilja, ki smo si ga zapisali tudi v nedavno sprejeto strategijo, da bo Celje leta 2020, potem seveda v mestnem jedru, to živahno, tudi v poslovnem smislu, živahni center, kraj, kjer se bodo ljudje srečevali, kjer bo prostor za kreativnost in vse ostalo. Veseli smo tudi dveh novih vrtcev, ki smo jih dobili lansko leto. Veseli smo, da se je učinkovito začel reševati problem na stari cinkarni, da dobro skrbimo kljub omejenim sredstvom za vso občinsko infrastrukturo, tako komunalno kot družbeno. Obnavljamo šole, ceste, gradimo kanalizacijo in podobno. Tudi na tisto, kar so Celjanke in Celjani v zadnjem času še posebej občutljivi, nismo pozabili. Vsako leto posadimo več kot 130 dreves. Varovanje okolja, skrb za zdravo življenjsko okolje bo naša glavna naloga še dolga leta ali pa za vse večne čase. Pohvalimo se, da smo Celjo na tem področju veliko naredili. Ta pohvala je popolnoma upravičena. Ampak, kot že rečeno, naloga nikoli končana in tudi v lanskem letu smo nadaljevali recimo z večletnim projektom sofinanciranja zgradnje malih čistilnih naprav. Potem smo pričeli še enega novega, ki ima cilj izboljšanja kakovosti zraka. Govorim seveda o subvencioniranju nakupa ekološko sprejemljivih varnih naprav. Pa recimo začeli smo s projektom obnavljanja fasad in podobno. Živimo v lepem mestu, če se strinjamo s tem, povejmo to še drugim in naj pridejo in se prepričajo na lastni način. Če sem že začel ta nagovor z citatom, pa dolite, da ga še zaključim. Ameriški predsednik Abraham Lincoln je v eni izmed priložnosti dejal, da so mu všeč ljudje, ki so ponosni na svojo državo, občuduje pa ljudi, na katere je država ponosna. Verjetno ste opazili, da sem zelo natančen pri citiranju avtorja, se veste, v kakšnih časih živimo, drage diplomatke, pa tisti in vse ostalo. Nocoj, ali pa v našem primeru, pa ste spoštovane in cenjene nagrajenke in nagrajenci, tisti, na katere je mesto upravičeno ponosno. Vi ste tisti, ki vas občudujemo. Vi ste tudi tisti, ki vam vaš uspeh privoščimo. Želimo, da še naprej ostanete odlični, da nadaljujete tako, kot ste v življenju že zastavili, da ste zgled mnogim drugim Celjankam, Celjanom, institucijam in vsem ostalim.